Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož je na svoji torti upihnil kar 80 svečk. Kot specializirani center že 80 let izobražuje otroke s posebnimi potrebami na področju sluha in govora. V tej šoli imam rad geografija, fizika, zgodovina in likovna. Me ful zanima glede teh kontinentov, glede v športih, jaz imam rad igrati badminton. Sošolci me ful razume, se ful razumem z njimi in mi je lepo tukaj. Jaz sem 8. razred. Pri tehniki in tehnologiji mi najbolj všeč, ker moj učitelj je preveč smešen. So zelo prijazni, smešni in posebni in zanimivi. Sami mi je všeč. Naša učiteljica reče, da za 15 minut delamo 15 redintne vaje za matematiko, slovenščino. Potem, ko je končana ura, se lepo reče, katere hočeš igrice igrati in igramo. Naš zavod je nastal leta 1945. Takrat smo res imeli gluhe in naglušne z celega območja, tudi z slovenske Istre. Zdaj pa imamo enega gluhega po dolgih letih, vključenega v 2. razred. Vsi ostali otroci so integrirani v redne osnovne šole in prihajajo k nam na logopedske obravnave. Poslanstvo našega zavoda je poučevanje otrok s posebnimi potrebami, in sicer gluhih in naglušnih, otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in otrok z avtizmom. Ti naši otroci so vključeni v 2 programa, v prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki je za govorno-jezikovne motnje, za avtizem in za gluhe in naglušne, ter v program z nižjim izobrazbenim standardom. Učenci imajo tudi specialno-pedagoške obravnave, seveda glede na njihove specifike. V centru deluje skupina strokovnjakov, delo katerih še posebej pride do izraza v manjših razredih, kjer vsak otrok dobi prostor, čas in podporo. Jaz mislim, da imajo naši učenci veliko prednost v tem, da delujejo znotraj manjših skupin, torej naši razredi so manjši. Kolektiv je izredno povezan, strokoven, tako da je res ena mala družina. Tukaj se dobro počutim, všeč mi je tudi pogled skozi okna, gledamo morje, vzdušje je zelo sproščeno, učenci se radi učijo, vsi so zelo odprti, tudi radovedni, tudi sošolci radi vprašajo za kakšne nove kretnje in se učijo skupaj z nami. Nabor kretenj se prilagaja snovi, ki jo trenutno obdelujejo pri pouku. Všeč mi je, da imajo učenci, ki imajo še ostanke sluha, in mogoče tudi aparate slušne ali polžji vsadek, možnost dvokanalnega dobivanja informacij, tako slušnega kot vizualnega, in seveda vizualno spada tudi kretnja in slovenski znakovni jezik. V tem šolskem letu delamo s 24 učenci, gluhimi in naglušnimi. To so pravzaprav otroci od vrtca do srednje šole. Za njih opravimo 37 ur dodatne strokovne pomoči. In na terenu, ki torej zavzema tako južno Primorsko kot severno Primorsko, do Postojne, Pivke. Glavni del je to dodatna strokovna pomoč, ki poteka tedensko, in to je direktno delo z učencem. Delamo vaje, da lahko čim bolj učinkovito uporablja slušna pomagala, tudi kakšen material je potrebno prilagoditi, ne vem, kakšno domače branje ali kaj takega, ko je več besedišča. Drugače pa je sodelovanje z učitelji, je zelo pomembno, prenos informacij obojestransko, ne. Naprimer, pri ocenjevanju, mi sicer ne ocenjujemo, ampak recimo zmoremo opozoriti oziroma povedati, katere so bile tiste napake, ki izhajajo iz motnje in katere pa ne. V njih prepoznavamo neka močna področja, da jih poskušamo čim bolj opremiti za življenje, ki jih čaka, da jih pripravimo na to pot. To mislim, da je ključno, kar bi si vsi želeli za naše učence.
Sočutje, sprejemanje, rast, povezanost, strokovnost in še veliko drugih besed je v vseh teh letih zaznamovalo delovanje Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož. Na proslavi, kjer je 80 besed simbolično opisalo 80 let, so otroci in učitelji pripravili čudovit program ter ponudili iskren vpogled v njihov svet. Kot je povedala ravnateljica Anja Cerkvenik-Jerman, se včasih zdi, da se bo vse obrnilo na glavo, a prav vedno s skupnimi močmi, razumevanjem in sočutjem najdejo pot naprej in takrat se rodijo najlepše stvari.